V petek, 11. januarja 2013, smo se spet vrnili v čas kraljic in kraljev, vsaj v Radencih, in to med kronanjem 17. vinske kraljice Slovenije za leto 2013. In vinski kroni je tokrat prisegla simpatična Neža Pavlič iz Slovenskih Konjic. Vinska kraljica Slovenije Neža Pavlič bo v letu 2013 združevala slovenske vinorodne dežele, predstavljala slovenska vina in vinogradništvo ter bo poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine. Ugledne goste je na slovesnosti kronanja najprej nagovoril predsednik uprave Pomurskega sejma, kot nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije Janez Erjavec. Poudaril je, da je Vinska kraljica Slovenije institucija, ki jo gradijo vinogradniki in vinarji in v katero jih povezuje Pomurski sejem. Leto 2012 je za Pomurski sejem jubilejno leto. In ob zaključku jubilejnega leta je bilo kar nekaj pomembnih dogodkov. Nekateri so pričakovali celo konec sveta. Zgodile pa so se volitve. V Sloveniji smo volili predsednika republike. V Združenih državah Amerike so volili predsednika države. Mi pa smo na Pomurskem sejmu izvolili ali izbrali vinsko kraljico za leto 2013. Predsednik republike je zaprisegel pred kratkim. Predsednik Združenih držav Amerike bo zaprisegel konec naslednjega tedna. Vinska kraljica Slovenije za leto 2014 pa bo zaprisegla nocoj. Čeprav zelo različne zaprisege, pa vendar veliko podobnosti, vsaj na simbolni ravni. Pri vseh zaprisežencih gre za to, da zapriseženci zaprisežejo inštitucijam, ki jih zastopajo, torej državam ali vinskemu dvoru države. V primeru Vinske kraljice Slovenije gre torej za zaprisego inštitucij Vinske kraljice Slovenije, ki jo tvori Slovenski vinogradniški in vinarski dvor in ki ga povezuje in vodi Pomurski sejem kot nosilec projekta. Vinske kraljice Slovenije torej niso same po sebi inštitucije, ampak zastopajo to inštitucijo v tem kratkem enoletnem mandatu in ji dvigujejo ugled. 17 let delovanja te inštitucije in 16 vinskih kraljic je naredilo inštitucijo Vinske kraljice Slovenije razpoznavno, zato jo torej v mnogih sredinah tudi posnemajo z lokalnimi vinskimi kraljicami in drugimi nazivi. Odkar pomnimo vino, ga človek povezuje z obredjem. Naj si je to s poganskim, judovskim ali krščanskim. Vino je vpeto v modele in vzorce naše civilizacije in ga je zato neprimerno uvrščati le v nomenklaturo kmetijskega pridelka, še manj pa zgolj med alkoholne pijače. Prav zato se na Pomurskem sejmu že pol stoletja srečujemo z vinom in vinsko kulturo. Srečujemo najeminentnejše vinarje, enologe, viteze, humaniste in vinske kraljice, da bi z njimi širili obzorja vinske kulture. Inštitucija Vinske kraljice Slovenije je logično nadaljevanje vsega tistega, kar želimo vedeti o vinu in vsega tistega, kar moramo razumeti. Vinske kraljice so vsaka po svoje dokazovale, da je znanje o vinu, vinski kulturi, obredih povezanih z vinom,
mogoče vedno znova nadgrajevati in prav vsaka izmed dosedanjih vinskih kraljic Slovenije je dala tej inštituciji svoj pečat. Tudi Martina je svojo osebnostjo nadgrajevala inštitucijo in skrbela za ugled slovenskega vinogradništva in vinarstva ter ugled slovenskih vin in vinske kulture ter Slovenije kot vinorodne dežele. Za uspešno upravljeno poslanstvo in predanost v vseh aktivnostih se ji v imenu Pomurskega sejma iskreno zahvaljujem in ji seveda želim še naprej veliko sreče in uspehov. Novi vinski kraljici Slovenije, ki bo danes prevzela krono, pa želim veliko sreče in seveda tudi uspehov pri kraljevanju slovenskemu vinskemu dvoru. Hvala lepa. Slovenska vinska kraljica v svojem enoletnem mandatu vsakokrat zastopa to institucijo tako, da skrbi za dvig vinske kulture, promovira Slovenijo kot zanimivo vinsko in turistično destinacijo, širi to poslanstvo na različnih dogodkih in v medijih, s tem pa dviguje prepoznavnost svojih pokroviteljev, vseh sodelujočih vinogradnikov in vinarjev ter njihovih vin. Slavnostni nagovor pred poslovilnim nagovorom vinske kraljice Slovenije 2012 Martine Bošković in pred kronanjem njene naslednice Neže Pavlič je pripadel ministru za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču. Danes je dan, ko smo bili skupaj v Ratoni in spregovorili o najpomembnejšem dogodku Pomurskega sejma v organizaciji Agre 2014, se pravi 51. sejmu. Danes zaključujemo zagotovo na najlepšem dogodku, ki je v organizaciji Pomurskega sejma, na kronanju slovenske vinske kraljice, tiste punce, ki bo predstavljala slovenske vinogradnike v naslednjem letu. In v iskanju rešitev za slovensko kmetijstvo, ki ima kar precej težav, pa zagotovo še več izzivov pred sabo, smo si dokaj enotni, da so tri stvari najpomembnejše. Prva je, da naredimo še več na prenosu znanja in da novitete na znanstvenega področja prenesemo v proizvodnjo. Druga pomembna naloga je, da se proizvajalci med sabo povežejo in znajo skupaj nastopati. In tretja, da bomo znali dobro promovirati svoje pridelke, svoje izdelke, produkte in jih na konec koncev tudi dobro stržiti. In če pomislim, vsa ta tri poslanstva nosi v sebi tudi Inštitut slovenske vinske kraljice, ki je že sedaj 17. po vrsti, združuje v eni osebi to, kar je še danes, ko sem že delal, osnovni cilj in pa tudi usmeritev na področju slovenskega kmetijstva. Sam sem tudi agronom po izobrazbi in lahko mirno rečem, da spremljam vinske kraljice, princese, ne samo sedaj, ko sem minister, da sem imel priložnost tudi v preteklosti in mislim, da delim zelo enotno mnenje, ne samo vas, ampak tudi širše v Sloveniji, da je poslanstvo, ki je zaupano tem puncam, zelo dobro upravljeno in kot pravi en izmed kolegov, ki je veliko poskrbel za to, da so v vinogradniškem društvu Gradova Peč spremljali Martino in je danes tu prisoten njihov predsednik Ivo Labanč. Funkcija je tista, ki ti je dana. Od tebe pa je odvisno, ali to funkcijo izkoristiš in ali ob tej funkciji sam tudi zrasteš in ali tudi opraviš svoje poslanstvo. In ko govorimo v teh časih, kakršnih pač so, o tem, kako to poslanstvo kdo upravlja, mislim, da smo se vsi enotni, da so vinske kraljice svoje poslanstvo dobro izkoristile. Mislim, da je to za vas, spoštovane punce, najprej ena odlična osebna izkušnja, v kateri ste zrasli in ste razvile v kompletirane osebnosti, ki se pridom te izkušnje izkoristite tako za svoj nadaljnji razvoj, predvsem pa tudi za razvoj slovenskega vinogradništva.
Hkrati ste naredili to, da je slovensko vino danes prepoznano širom po svetu kot vino, ki ga nimamo ravno v največjih količinah. Zagotovo pa je veliko veselje in priznanje slovenskim vinogradnikom. Ne vem, kot na primer minister iz Malte pove, da ko se je pa leta 2008 prepričal v Sloveniji, kar ga najbolj ostalo v spominu, so mu ostala odlična slovenska vina, da je z vašo pomočjo in pa s pomočjo spoštovanih vinogradnic, vinogradnikov in pa tistih, ki tudi delate na področju stroke, na tem področju bilo v preteklih letih ogromno tega proslavljenega. Vsem, ki to delate, se vam iskreno zahvaljujem. Martina, tebi se tudi sam osebno iskreno zahvaljujem, ker sem te dobro spremljal v tem letu in vem, da si odlično opravila to svoje delo. Zahvala tudi tistim, ki so te skozi to leto spremljali, ti pomagali, kajti to je resničen inštitut in tudi o pomoči in osnovnem poslanstvu, ki izvaja Pomurski sejem, je zelo pomembno, da so tudi tisti iz tistega okolja, ki je tisto leto počaščeno z vinsko kraljico, okolje, ki pomaga podpirati in tudi je uporo in pomoč pri tem težkem delu. Mislim, da je bilo v lanskem letu tisto število obiskov dogodkov pomnoženo številko 2, kar je bilo prej rečeno, zato ni bilo vsak 3 dan, ampak je bilo vsak dan in pol. In glede na to, da sem danes v tem prostoru opazil veliko ljudi, ki so prišli zelo lepo opremljeni, s šali v vinski barvi, da pomeni, da ste tudi v okolju, iz katerega prihaja, bomo malo zvedeli, iz katerega vinsko kraljico sprejeli in je stali v oporu še prej, preden je prišla krona na njeno glavo, zato je tudi dober porok, garant za to, da bo iz tega znanega, priznanega vinornega okoliša ob naslednje leto bila deležna zahvale in priznanja letošnja vinska kraljica. Njej zato želim vse dobro, veliko dobrih izkušenj v tem letu, vsem vam pa prijetno in pa optimistično leto. Vinska kraljica Slovenije 2012 Martina Bošković se je ob slovesu od vinske krone ozrla v preteklo leto, ko je širila vinsko kulturo na več kot 100 dogodkih, povezanih z vinarstvom in vinogradništvom. Za nepozabno kraljevsko leto se je zahvalila nosilcu projekta Pomurskemu sejmu, pokroviteljem in gostiteljem, ki so jo toplo sprejemali povsod, kamor jo je vodilo njeno poslanstvo. Ves čas se trudila delati iskreno, spontano in biti to, kar sem. In takšen je tudi moj današnji govor, utrnjene misli letošnjega leta, kar doživljam v tem trenutku. Petek 13. januar 2012 se je pisal. Zagotovo srečni petek 13. ko me je tukaj v Radence pospremila pisana druščina naših žabkov z našim županom, gospodom Ivanom Molanom, županom občine Brežice na čelu. In izjemno lepo je bilo, kajti tisti dan sem prejela novo priložnost, ki mi je predstavila velik izziv. Izziv predstavljati vse tri vinorodne dežele Slovenije. Za mano je zagotovo leto, ko sem lahko predstavljala tako odlična slovenska vina v mnogih tujih državah. Tako si štejem čast, da sem z ministrom za kmetijstvom, gospodom Žiganom, takrat obiskala enega izmed največjih sejmov brune vohe v Berlinu. Bila sem prisotna tudi na promociji za slovensko turistično organizacijo v Londonu in mesto predstavitev mladih vin. Številna sodelovanja so bila navezana z Republiko Hrvaško, namreč prihajam iz obmejne občine, če se tako izražim, Brežice, ležijo zelo blizu Hrvaške, blizu Zagreba. In tako je bilo ogromno sodelovanje z Zagrebom, z Zaprešićem, z Samoborom in še bi lahko naštevala. Veliko obiskov, veliko izkušenj, a še ni bilo dovolj. Sprejeli smo tudi dodatne izzive in tako sem zakazala, verjamem, da mnogim izmed vas, da sem si krono res zaslužila, ker sem tisto pravo kmečko dekle in sem si v tem letu pridobila tudi, lahko rečem, da zelo prijetna izkušnja. Namreč uradno sem tudi naredila izpit za traktor, naredila sem licenco za jahača in opravila res ogromno takih prijetnih pozitivnih izkušenj. Namreč prvič naj omenim, se je tudi odvila dirka vseh vinskih kraljic Slovenije, tako vinskih kraljic Slovenije, kot tudi lokalnih. In zagotovo je bilo tudi to leto malce drugačno v tem smislu, da sem si dovolila biti to, kar sem, da sem delala to, kar sem čutila
in to polagam tudi Neži, ki sem jo spoznala in je izjemno topla oseba, da naj uresniči svoje sanje. Jaz zagotovo verjamem, da svoje sem, kajti meni je bil največji sanjski izziv, veliko dogodkov je bilo. 21. aprila so me v domačih občinah v Posavju sprejeli z našima dvema ministroma, zato sem izjemno vesela, še toliko bolj, da je gospod Bogovič še danes tukaj z nami. In takrat sem imela izziv ter predstaviti se kot vodja okrogle mize na temo možnosti in priložnosti kmetijstva zaposlovanja in sicer v turizmu. Kasneje sem za svoje osebnih četrt stoletja doživela magični večer kot finska kraljica Slovenije na gradu Mokrice, ko sem skupaj preživela in doživela največje darilo, kar si ga lahko dekle zaželi, družbo ljudi, ki so mi pomagali tako in drugače, kot finski kraljici Slovenije in tudi kot cvičkovi princesi. Namreč na oba mandata sem izjemno ponosna. Nikoli ne bom pozabila svojih korenin, vsega, kar sem opravila in zagotovo si bom štela čas, da sem bila lahko finska kraljica Slovenije za leto 2012, za kar se z veliko mero zahvalnosti res iskreno zahvaljujem gospodu Orjavcu in celotni ekipi nosilca projekta Pomorski sejem. Leto je bilo zagotovo za mnoge polno presenečenje. Zame verjamem, da si bila vsa pozitivna, vsaj tako sem jih dojemala. In glede na to, da sem vedno kakšno z veseljem ušpičila, si tudi danes tukaj želim podariti malce drugačno darilo, ki si ga naštejo v zahvalo. Namreč v svojem mandatu sem spoznala ogromno čudovitih ljudi. In to bo zagotovo največje bogatstvo, ki sem ga prejela kot finska kraljica Slovenije. In zato si želim, da bi lahko tukaj v današnjem večeru podelila vsem vam neprecenljivo darilo. Med nami imamo dekle, ki je zagotovo čudovita, tako kot sem omenila, gre za državno prvakinjo v igranju diatonično harmoniko, evropsko podprvakinjo v igranju diatonično harmoniko in zato prosim, da jo pospremimo z enim bučnim aplavzom in jo zovemo, da na mojo željo zaigra Pomorskemu sejmu in celotno vsem vam obiskovalcem, kajti takšnih stvari se ne da kupiti neprecenljivih trenutkov. Še predtem pa bi ob tem dejala, da želim ob tej pesmi, da se mi pridruži na odru naš direktor, gospod Rjavec, moj menedžer Miran Mate, s katerim sem preživela marsikateri trenutek, namreč na terenu je vedno potrebno dekleti pomagati in tudi Miran je marsikdaj priskočil na pomoč. Zahvalila pa se bi tudi rada gospe Tamari Vogrin, kajti v tej obleki sem resnično uživala in zato vas vse privabim na oder. Hkrati pa bi želela povedati, da glede na to, da moja naslednica še ni med nami, da bom tudi njej kasneje predala z veseljem delo slovenskih pridnih rok. Izdelek, v katerem se čuti zagotovo vsak znoj slovenskega steklarja, kateri so tudi večina izmed njih tudi vinogradnikov. In zato so ti kozarci resnično izdelani za dušo in sicer so prazni, ampak samo v njih vidim upanje in sprejmem ga kot kozarec z dobro mero pozitivizma, dobre volje in energijo, ki bo dala moči za dobri jutri. Hvala vam, ker ste bili z mano in ste.
Za 17. vinsko kraljico Slovenije za leto 2013 sta Nežo Pavlič okronala Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, in minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Neža Pavlič je kot vinska kraljica Slovenije 2013 prvič nagovorila prisotne goste in slovensko javnost. V svoji prisegi in nagovoru je obljubila, da bo predano predstavljala in zastopala Slovenijo kot vinorodno deželo z izjemno kulturno dediščino, širila kulturo pitja ter ozaveščala mlade o posebnem odnosu do vina. Skupna dobra naših treh vinorodnih dežel. Mi ne bo nikoli žal, ne? Mi ne bo nikoli žal, ne časa. In ne moči. Bravo! Posebno bo razglašala svoje poslanstvo, dvig kulturne ravni pitja vina do zmerne, prijetne doživete in predvsem zdrave uporabe, kar lahko dosežemo le, če o vinu vemo več kot to, da je prijetna alkoholna pijača. Zavzela se je, da bo vse tri vinorodne dežele, Podravje, Posavje in Primorsko, zastopala enakovredno
in z vsem spoštovanjem do vseh slovenskih vinogradnikov in vinarjev, saj izjemno ceni njihov trud in srčno predanost svojemu delu. Dejala je, da se zaveda, da ima vsaka kapljica, pridelana na naši zemlji, svojo zgodbo in da vsaka steklenica vina nosi v sebi sonce. Le prisluhniti ji je treba. In k tej čudoviti izkušnji je povabila prisotne in najširšo slovensko javnost. Zagotovo pa bom širila dober glas o naših izjemnih vinih vsepovsod, kjer nam bo vodila pot, na katero nocoj stopam s Pomorskim sejmom, nosilcem projekta Vinska kraljica Slovenija. In kaj pomeni, da je bila okronana za 17. slovensko vinsko kraljico? Glede na to, da iz Konjic še ni bila niti nobena kandidatka, kaj šele kraljica, smo seveda le imeli smo veliko pričakovanj, ampak da bi pa nam kar v prvo uspelo, pa seveda nobeni pričakoval. Bili smo presrečni, zadovoljni in res navdušeni. Na vprašanje, zakaj se je sploh odločila kandidirati za slovensko vinsko kraljico, pa takole odgovarja. Naša družina se že odkar polnim ukvarja z vinogradništvom, tako da z vinogradi sem v stiku že od malih nog. Potem pa je prišla pobuda iz vinogradniškega društva, kjer so tudi seveda v stiku s temi kraljicami do sedaj, predvsem gospod Tominšek. Če bi mogoče bila jaz tista, ki bi se odločila za kandidaturo, pa sem po pogovorih, kako to izgleda, kaj se je potrebno naučiti, pripraviti, ker je kar precej učenja tudi obsega. Tako da sem se odločila, da bom poskusila, in uspelo nam je. Vinska kraljica, ki bo pravnica, take še ni bilo. Mar to pomeni, da se boste ukvarjali tudi z vinarsko zakonodajo? Mogoče, glede na to, da zakon o vinu že dolgo ni bil prenovljen, bi tudi to lahko vključili v to leto. Kako sicer vidite svoje poslanstvo, kaj ste si zadali, kaj boste v tem letu počeli? V tem letu bom zagotovo počela to, kar so počele moje predhodnice, okvirni program dogodkov, obiskovala vse dogodke iz Pomurskega sejma, se odzvala na vsa vabila. Predvsem bom pa tudi skušala kot predsednica kluba študentov Dravinjske doline, kjer imam velik stik z mladimi, vino približati mladim, čim več pogovorov o tem, o kulturi pitja in seveda o tem, da je vino več kot samo alkoholna pijača. Prihajate z podravskega vinorodnega okoliša, seveda ste za svoje vino izbrali renski rizlik, ki je zelo sladak. Kaj to pomeni, kateremu okolišu naj bi dajali prednost, tako potihem vsaj? Načeloma vinska kraljica seveda solidarno zastopa vse tri vinorodne okoliše, vsekakor pa ne moremo mimo dejstva, iz katere vinorodne dežele prihaja vinska kraljica, tako da vsekakor je tista dežela tisto leto po moje v spredju, ostale pa vsekakor ne bodo zanemarjene. In kakšna je po vašem mnenju slovenska vinska kultura? Mislim, da se slovenska vinska kultura iz leta v leto viša, predvsem se mi zdi to zato, ker smo tudi mladi bolj ozaveščeni o sami kulturi pitja, nekako prihajamo v vino precej hitro in potem tudi, če nam vsaj v našem kraju, ker je tudi vinorodni kraj, je vino relativno lahko dobiti, da če nam vsaj prijatelji, mogoče tudi starši ali naši starejši pokažejo pravilen način pitja, so kulturo pitja vina, je to vsekakor boljše za nas, saj bolj cenimo vino in bolj cenimo to, da ni samo alkoholna pijača. Kajti od vinske kraljice brez dvoma tudi pričakujemo, da boste prispevali k dvigu vinske kulture v Sloveniji. Ja, vsekakor tudi menim, da je to tudi glavni cilj projekta Vinska kraljica Slovenije, nosilca iz Pomurskega sejma, tako da vsekakor se bom trudila, da se bo vinska kultura dvigovala tudi z mojo pomočjo. Hvala lepa. Veliko prijetnih trenutkov ob tem delu želim. Hvala. Just
Setnica v maju.